Prav prisrčno pozdravljeni, dobrodošli v Kulturni center Vezebratoš na srečanje pod Lipami, ki jih organizira seveda Kulturni center Vezebratoš v sodelovanju s Krožkom za družbena vprašanja Anton Gregorčič. V naši cvedi imamo magistra Rada Pezdirja, ki ga v naši cvedi prisrčno pozdravljamo. Samo zahvaljujemo, da se je odzval našemu vabilu. Sedaj pa predajem besedo Elki Jazma, ki bo našega nocojšnjega gosta predstavila. Dobro večer, tudi v mojem imenu, rado pozdravljen, dobrodošel. Pred nekaj mesecih si imel predavanje v Trstu, ki je v naših krogih dokaj odmevalo. Nekoliko podrobneje smo lahko o vsebinah, s katerimi se ukvarjaš v zadnjem času, lahko brali tudi v daljšem intervjuju, ki je bil objavljen v Mladiki. Danes večer pa imamo to priložnost, da pobliže spoznamo prav z prve roke tematike, s katerimi se ukvarjaš v zadnjem času in ki so neposredno povezane z našim prostorom. Malo čudno zgleda, da mora Ljubljančan pred samo Gorico govoriti o naših goriških stvareh, ampak to je to. Če recimo o preteklosti, recimo prvih letih po drugi svetovni vojni in o sistemu, kako je nastajal, nekaj vemo po zaslugi Nika Kavčiča, ki je imel tudi daljši intervju in je to razložil. Veliko manj je poznano poglavje, ki je nam bližje, recimo polpreteklost, tranzicija, demokratizacija Slovenije, kako se je ta sistem presnavljal, preoblikoval in se vrnil v slovensko tranzicijo in kako pa je predvsem del naše sedanjosti, naše tu v Gorici, ampak predvsem v matični domovini. O vsem tem bo Rado Pezdir danes spregovoril, verjetno ga poznate, ga ne bom podrobno predstavljala, ker verjetno vsi vi berete njegove članke, ki niso članki, to gre za raziskovalno novinarstvo v Reporterju, pisuje tudi za finance, po formaciji seveda ekonomist, magister ekonomije, predavatelj na 3 univerzah, sicer pa odvedno tudi od mladih nog družbeno-politično angažiran v širšem smislu. Mogoče se ga spominjate z leta 2011, ko ste se skupino skušali resetirati Slovenijo in zahtevali predčasne volitve. Takrat v tej skupini je bil tudi Žiga Turk, Marko Pavliha in še nekateri drugi. Drugi se ga spominjate mogoče iz kongresa Nove Slovenije in gospodarskega programa in tako naprej. Današnji večer ne bo kot običajno pogovorni večer, vsaj ne v celoti, ker imamo predavatelja, ki odlično predava. Smo se pač dogovorili, da bo imel začetno predavanje nekje eno univerzitetno uro, tako 45 minut. In potem bo sledil pogovor oziroma debata s publiko. Ne bom vzela ti več časa, ker ga bomo potem kvečjemu prepustili debato in zato ti prepuščam besedo. Erika, najlepša hvala. Najlepša hvala, ker ste me povabili danes v vašo sredino. Zelo veliko mi pomeni, da sem lahko tukaj, da z vami delim rezultate mojih raziskovanj, ki jih zdaj upravljam v Ljubljani, v Ljubljanskem, v Arhivu Republike Slovenije že 2 leti. Veseli me pa zaradi tega, posebej zaradi tega, ker je to primarno del vaše zgodovine, ki je zamolčan. In veseli me zaradi tega, ker vem, da dobim lahko en dober odziv od vas, v smislu, da te zgodbe so še žive, ker v Ljubljani pač te zgodbe nekako niso več žive. Oziroma, ljudje se jih nočejo več spomniti, nočejo več vedeti ničesar o temu in imamo zgodovino bistveno bolj zamolčano, kot je na primer tukaj. Zdaj, malo sem prehiten bil z zažigom tele PowerPoint prezentacije, ampak nič drugega. Ideja je sledeča.
V prvih 10 minutah bi vam rad malo zgodovinskega okvirja dal. Seveda zgodovinskega, ko jaz to mislim, kot ekonomist mislim na ekonomsko zgodovino in finančno zgodovino. Potem bom šel v tranzicijo, potem bom pa pokazal neko mojo tezo z dokazi že, kako se je pravzaprav iz Saftija preko lastniške konstrukcije lastništvo slamnatih lastnikov prenesel v to, kar se danes imenuje KB 1909. Zdaj, indikativno je to, da iz vseh dokumentov, ki so ohranjeni v arhivu Slovenije, pravzaprav ne morete kaj izvedeti veliko o goriškem koncu kot predmetu fokusa službe državne varnosti v domeni ekonomskega in finančnega. Tisto, kar zveste, naprimer, je na začetku, po koncu vojne, kako Huni odnaša najrazličnejše materijale iz goriškega konca v Slovenijo, to tam skladišči, predvsem v skladiščih na Notranjskem, pa tudi v Vrhniki, pa potem večino tega materijala propade. So izredno široki zapisi, kaj točno v katerem podjetju je, kakšna infrastruktura je, in to je praktično vse. Težave, ki jih je imel operirati, ko je hotel narediti neko prehransko logistiko, pravzaprav ničesar ne dobite tacga primerljivega, kakor je na tržaškem koncu, kjer so prva podjetja, kot so Ujvod, Centroprom, ustanovljenja že kmalu po vojni. V arhivu je praznina v zvezi s tem. Prvič, ko se začne pojavljati goriški konec, je v letu 1949 in to je pomembno leto z vidika SDV-ja in njihove kontrole ekonomije v zamejstvu, ker je to obdobje, ko jugoslovanska oblast ugotovi, da nima več nobenega kanala, da bi vzpostavljala ekonomsko infrastrukturo na drugi strani meje. In vse skupaj prenese na službo državne varnosti. Znotraj, uprave državne varnosti še takrat, znotraj uprave državne varnosti pa se za 3 leta, to, ki je izpričano poročil, formira poseben ekonomski oddelek. In drugo leto, to je leto 1950, na čelo tega ekonomskega oddelka pride Niko Kavčič. In Niko Kavčič začne rekonstruirati podjetniško mrežo in začeti oblikovati finančne tokove z finančnimi optimizacijami, davčnimi optimizacijami. Kmečka banka se v vseh 3 poročilih, ki obstajajo za leto 49, 50 in 51, pojavi kot predmet nadzora. Sprav, ni v neposredni domeni službe uprave državne varnosti, ampak je nadzirana. Tisto, kar je bistveno za kmečko banko na tem KB 1909, je geneza Saftija. Safti je prevzet leta 1949. Prevzet je tako, da najdejo uprava državne varnosti nekje v Trstu izsledi enega bivšega lastnika, ki ga izmenujejo v poročilih Žid Deblihar. Ga izsledijo in po prepričevanju, da si lahko mislite, kaj je to v jeziku udbe, prepričajo, da jim poceni proda svoj delež v Saftiju, ki je bil do takrat mirujoča firma. Je bila pa angažirana v albumu, torej registru v Rimu, kot finančna institucija. Nekaj podobnega, kot je danes KB 1909. On na njih prenese lastništvo. Nadaljnje, kar se zgodi, je čista klasika. UDV lastništvo parkira na slamnate lastnike. Se pravi, ne gre direkt v podjetje, ampak najde ene ljudi, ki podpišajo, da so oni od Debliharja prevzeli kontrolni delež Saftija, skličajo skupščino in povejo, da se cena delnice Saftija poveča za 10-krat. Kdo ne more tega plačati v roku enega tedna, pač bo izplačan po stari ceni. In tako pridajo v enem tednu do Saftija.
Potem so najrazličnejše kolabocije z italijansko regulativo, ampak na koncu zmagajo in Safti dobijo. In Safti je primarna finančna točka od leta 50 dalje. Potem sledi rekonstrukcija podjetij. Prva stvar, ki jo morajo narediti je, in to Kavčič naredi ta mehanizem, kako narediti slamnato lastništvo, ki bo delovalo. Ker do takrat je veljalo, da so imeli v podjetjih, so bila mešana, se pravi, so bili slamnati lastniki, ki so imeli rezervirano lastninsko pravico za upravo državne varnosti, druga polovica so bili pa civili. Ali pa so bili v celoti lastniki, slamnati lastniki. Vem, da se jih dostikrat prevarjali. Kakor danes se to neverjetno sliši, je do prevar prehajal. Kaj je Niko Kavčič naredil? Niko Kavčič se je poslužil Saftija in je rekel, sistem bo sledeč. Vi boste dobili fiktivno posojilo. Za to fiktivno posojilo boste garantirali s celotnim premoženjem v vašem podjetju. Zdaj, če boste vi se odločili, da nas ukradete, potem bomo mi rekli, niste plačali dolga, vaše zavarovanje vnovčimo podjetjem bomo vzeli. In tako so prekinali, da bi jih slamnati lastniki lahko varali, hkrati pa ta model slamnatega lastništva kar še živel dalje. Zdaj, Niko Kavčič je mogel zagnati mehanizem tako, da je denar začel teči. In spomnili so se sledeče. V FLRJ, Federativne republike Jugoslavije, je pomanjkanje. Zdomci, emigranti, zamejstvo pošilja pakete v Slovenijo z dobrinami, ki manjkajo. Dajmo narediti paketno službo. V Trstu organizirajo podjetje Unimex, ki posreduje pakete. Zdaj pa njihov problem je bil sledeč. Ok, ta biznis zdaj dela, problem je pa v temu, ker nočemo izkazovati dobička pred Italijo. Okay? Nočemo plačevati dobička v Italiji. Mi hočemo fiktivne posle, pa dobiček, ki gre k nam in potem mi z njim razporejamo k nam, mislim v Ljubljano. Kaj so naredili? V Ljubljani so organizirali podjetje Continental, ki dobili so dovoljenje ministra, takrat sekretarja za gospodarstvo, in odprli so firmo v Zürichu imenovano Kolkomerc. In rekli, ok, zdaj bo pa ta züriška firma, materinska firma od te tržaške. Se pravi, ves dobiček bil v Švico. No, v Švici so se nategnili. V Švici so mislili, da je regulativa ni to huda, pa da davki ni to hudi. Regulativa je bila še hujša, zato ker pač v Italiji regulative ni bilo, razen tega, da jim je šlo na živce, da imajo Slovenci sploh udbovci podjetja. V Švici so bili pa striktni kot vrag. Poleg tega so v Švici imeli visoke davke. In leta 1951 pride do ključnega elementa v tej udbovski mreži ekonomski. Niko Kavčič v Lichtensteinu ustanovi podjetje Kolkomerc Vaduz in vse posle kje prenese. In ugotovi, da je prišel v davčno oazo. Ni mu treba razkriti lastništva, regulativ ni, letnih poročil ne rabi objavljati, davki glavarina. In to je tista začetna geneza, začeten greh, ki se vleče v cajt naprej. Ok. In zadeva deluje naprej. In zdaj gremo mi pred naši kmečki banki. Tisto, kar zveste iz 70-ih pa začetka 80-ih let, je, da kmečka banka še vedno ni prebita. V smislu, da noter niso nastavljeni eksponenti udbe, ki bi lahko neposredno upravljali z banko. V popolnosti in celoti. Ampak so nadzirani. Kako so bili nadzirani? V arhivu Slovenije imate cele kupe izpiskov bančnih vlog. Verjetno tudi vaših. Poimenskih pa koliko denarja je bilo. In to je bilo mesečno poročilo, ki ga je nekdo neprestano pošiljal v Ljubljano na udbo. Novo se pa začnejo stvari spreminjati. 89. se začne lomiti zgodba v Sloveniji. V Jugoslaviji jasen je, da bo sistem padal. 89. začne Safti razmišljati, nekaj se bo zgodil, gremo prepakirati denar. Kako točno Safti prepakira denar, mi dajte še par minut, da pridemo do tja. Pa kako se vrne k vam domov na ulica Malta 2. No,
Tole je prvi tak zanimiv poročil, ki govori o tem, kaj se dogaja v Gorici. Zdaj, tukaj noter je izpolnen napisan sledeče, da obstaja ekipa zaupnih Slovencev, ki so slamnati lastniki Saftija v Kmečki banki in vse bolj povečujejo svoje lastništvo v Kmečki banki. Zdaj, kako je zavarovano fiktivno lastništvo, lahko si mislite na zelo podoben način, ko ga je Niko Kavčič navedel. Kaj so imeli fiktivni lastniki od tega? Niso bili samo verni rdečemu kapitalu in službi državne varnosti, ampak polovica dividend, ki so jih dobili, je bila vrnjena v Safti, druga polovica šla pa v njim v žep. To je bil čisti ekonomski motiv. Vse ostalo so ideološke pravljice. Tukaj je zapisanih par zanimivih zadev. Med drugim imate tudi nekoga, ki ima kodno ime Lisjak. In ta Lisjak je bil nekdo, ki je bil zadolžen za koordinacijo vseh bančnih aktivnosti v zamejskih bankah, v Avstriji in Italiji. Okay? Sprav bil je nastanjen v Adria banki AG na Dunaju, to je bila podružnica Ljubljanske banke, kontroliral je KB, kontroliral je TKB in Safti. Se pravi, kako pričaka KB tranzicijo? Z velikim deležem slavnatih, neznanih Saftijovih delničarjev. Okay? Pejmo naprej. Pejmo do Trsta. Vito Svetina tudi čaka na tranzicijo. Tole je prvič in premierno viden in mogoče tudi nihče ni vedel do zdaj. Ampak obstajali je pač neki ljudi, Košuta, Vito Svetina, Sven Bihler pa Kvelkus, Kvelči. Oni so ustanovili množico enih podjetij, ki so bili napisani ali na soproge, ali pa na njihove bližnje sorodnike in sodelavce. Da so ustanovili to množico podjetij, je tekel denar iz Tržaške kreditne banke ven. Če se spomnite kupice dolgov, ki jih je Tržaška kreditna banka pustila, je moj naslednji indic, da jih moramo tukaj iskati. Sprav, kapital se iz Saftija, zdaj vidite, teče že po drugi poti. Ena pot je bila v Kmečko banko, druga v celo množico podjetij, ki jih organizira Svetina. Zdaj pa pejmo do Saftija. Okay? Pa Saftijom vstopimo v tranzicijo. In to je tudi premierno, kar boste videli, to še ben ni videl. Lastniška struktura Saftija leta 1993. Z imeni in priimki in vložki. To je poročilo VIS-a, slovenskega, varnostno-informativne službe, iz leta 1993. Okay? Tukaj se začne, tale je največji, Cupindario, 160 tisoč italijanskih lijer. Zdaj, zgodba tukaj, ki, če vam na hitro povem, je, da slovenski obveščevalci sumijo, da je to še vedno vse slamnato lastništvo. Seveda, če je slamnato lastništvo, nekdo je pravi lastnik vzadej. Neka struktura, ki je preživela tudi v Sloveniji in ki se bo vrnila čez par prosojnic tudi v vaš prostor. Okay. Emili Karlo, ta nekaj imena vam več povejo kot meni. Naprej, naslednja stvar, Mesesnel, zdaj ne vem jaz, koliko vidite, ne? Svetina Ivo, Vito, pardon, to je že napaka, ki je že res trapasto, da sem jo naredil, ker s telim Svetinartom živim že zadnje leto in pol. Naslednja stran, Agroforest pa Švab Dario, sta tudi delničarja, Indules, isto ulica Malta 2, Pertol Sandro, tam mislim, da je tudi precej znan, Semen Adriano,
Zdaj, a veste, zgodbica v Saftiju je v pomoči, nesebični pomoči slovenski manjšini. Zdaj vidite, da so obstajali slamnati lastniki, ki so bili udeleženi do dividend, ki so lahko dobivali dobiček, verjetno na podoben način, kot so bili slamnati v Kmečki banki, polovico nekam, polovico meni. Tale firma je zanimiva, ne vem, če se jo spomnite, Helvetius iz Trsta. Helvetius iz Trsta je bila mešana firma, ki sta jo ustanovila Safti in Krka DD iz Novega mesta. V tej firmi so sedeli veliki Saftijevci in oba velika Krkaša, Miloš Kovačič in ta zadnji naš šef, Colarevič. Ja. In to je tudi edini primer, da imate, da je direktno slovensko podjetje bilo solastnik Saftija. Sicer tega to ni bilo navadi. Vsi ti so pokrivali ena imena tukaj. Tukaj je pa direktno prvo tako podjetje. Tega je seveda še, Tavčar Silvijo, tudi bez njega bi bilo težko. Še naprej. Ja. Zdaj, približno veste, da ta amorfna tvorba Safti ima imena in priimke. Ne vemo čisto, kdo od zadaj vleče niti, vemo pa, kdo jih predstavlja v javnosti. Evo. Pa najbolj veš, če si. Ok. Zdaj, kako je po navi Slovenija prišel? En kanal imamo po zaslugi službe državne varnosti do popolnosti razdelan. To je kanal, kako je prek Adita stekel denar. In tukaj se Kmečka banka že pojavi. To govorimo spet v koncu 80-ih, se pravi časovno sovpada z prvim dokumentom, ki sem vam ga pokazal, ko Safti že dobiva močen vpliv v Kmečki banki. Zdaj, kako se je tipično taka zgodba začela? Narejena je bila fiktivna pogodba. Naprimer, da je Adit v Ljubljani opravil oglaševanje za založbo tržaškega tiska. In potem se je ta denar plačeval. Ja? In potem se je plačal in stekel nazaj. Ja? Zdaj, fiktivno je bilo v tem, da storitev nikoli ni bila upravljena. Tipično je šlo takole. Adit se je napolnil iz dveh kanalov. Eno je fiktivne pogodbe, eno je pa črni del proračuna Republike Slovenije. Socialistične Republike Slovenije. Zdaj, ravno 2 tedna nazaj sem dobil cel kup dokumentov o tem konkretno, kako je pomoč prihajala do zamejcev, se pravi tudi specificirano pravilno obarvanih zamejcev, kjer so bili vsi kanali, od bančnega do preko gospodarske zbornice, preko univerze, kako je tekel denar. To je še v toku analiziranja, tako da ne moram zdaj še čist tega dela povedati. Ta del je pa tak, iz Adita so bili razdeljeni, se je znesek, ki je mogel steči. Na to stran me je razdelil na žiro račune, ene hranilne knjižce Koper, Gorica, Ljubljana, žiro račun Gero, ni čisto jasno še kaj to je, ampak slejka prej bomo že odkrili, pa žiro račun Adita v Sežani. To se je steklo vse skupaj v lirsko B-blagajno založbe tržaškega tiska. Kaj je B-blagajna? Še en izumnika Kavčiča in njegovih prijateljev. To je tista skrita bilanca. Ena bilanca je bila za regulatorje, za regulativno oblast, druga je bila dejanski finančni tokovi, ki so se delali in obvodi.
V arhivu Slovenije je prav za tale primer ohranjena B-bilanca, pa še B-bilanca za podjetje Istrabenz, kdo bi si mislil, iz leta, mislim, da je 51. Okay. Iz te B-bilance, in pa ste tukaj še ena črtica, tudi direktne dotacije Socialistične republike Slovenije so prihajale na B-bilanco založbe tržaškega tiska. Je zadeva tekla naprej in denar je prihajal počas v zasebne žepe. Ali je šlo na slamnate knjizce, ali je šlo pa na naprimer lirsko blagajno v Gorici, lirsko B blagajno. Kar pomeni, da KB, bodoča KB 19.9, je v tistem času že imela paralelno računovodstvo in že vse pritikline udbovske ekonomije. Okay? Je bila že noter globoko v zgodbi. Zdaj, to sta dva kanala, ki sta čisto slovenska, pa sta zanimiva tudi zaradi naslednjih prosojnic. Tole sem najdel nakazilo iz Ljubljane proti firmi Iskra Communications Vaduz. Se pravi, Iskrino podjetje v offshoreu, to je, mislim, da leto 86. To gre za Iskro 22, isto v Liechtensteinu. Zakaj sem vam to zdaj pokazal? Zaradi tega, ker od 87. do nekaj 90. se močno odpirajo davčne oaze. To je tisto, čemu se včasih rekel črni fond. Pa nismo mogli do zdaj detektirati, kva bi to črn fond bil. Dejansko je to v večini primerov offshore podjetje, kjer so lastniki skriti. Do neke mere tudi tajni računi na švicarskih bankah. Zdaj pa gremo. Medijski krah KB 19.9. Adit, mislim, da se spomnite Adita, Agencija demokratičnega in ozemskega tiska, neke vrste podružnica založbe tržaškega tiska. Safti in Profinet Limited, britanski Deviški otoki, postaneta lastnika Adita. To govorimo tam nek leto 91. Safti vsi razumemo, prej smo videli celoten spisek vseh slamnatih lastnikov, kdo Safti naj bi bil. Kdo pa je Profinet Limited, britanski Deviški otoki? Ne vemo točno, vemo pa, kdo je bil pooblaščen z tega podjetja, kjer imamo dokumente o skupščini Adita, kjer oba dva lastnika se pojavita. Zastopnik, pooblaščenec tega podjetja je Dario Cupin, ki je organiziral podjetje v davčni oazi na britanskih Deviških otokih. Zdaj, tisto, kar je s tem povezan zelo zanimiv, je sledeče, da je to podjetje umrlo, zdaj upam, da se vidi točen datum, 3. novembra 2016. Sprav, iščemo paralelno ekonomijo, iščemo paralelno realnost. Tukaj je 25 let, je to podjetje živelo, ne da bi kdo vedel. In je bilo del česa? Tiste stavbe par ulic naprej. Razumete, da teče ta zgodba, še kar teče. In to ni norost, ampak je dejstvo. Podjetje je bilo likvidirano po zakonodaji britanskih Deviških otokih vezano na regulacijo podjetij. To je 123. člen v navezi s 4. odstavkom, ki pravi, če ne oddajo letnega poročila, pač jih likvidirajo. Sprav, do takrat so mogli oddajati letna poročila in so obstajali, niso bili samo brezvezni. Glavno, oni dva ustanovita Adit. Adit v roku enega leta vse posle prenese na Distriest. Distriest vam je znam podjetje, zato ker je del medijskega kraka KB 19.9. Okay? In je lastnik Mladine. Zdaj, tisto, kar je še zanimivo, je pa, da potem, ko Adit posle prenese, Adit ugasne, Distriest zaživi, je tam noter v lastniški strukturi v Distriesta, to pa lahko vidite v izpiskih sodnega registra, ki so v Sloveniji na EPES objavljeni, podjetje Vega Finance Exa Luxemburg.
Okay? Kaj je podjetje Vega Financ? Zdaj prvi, ki je razkril, kaj je podjetje Vega Financ, je gospod Cupin sam, ker je na moje tržaško predavanje pač sam v intervjuju vehementno pojasnil, da ja, valjda smo imeli v Luksemburgu podjetje Vega SA Financ, ampak se to ni offshore podjetje. No pa je. No in od takrat naprej, ker je on to potrdilo, dal sem jaz iskal in sem najdel. In Vega Financ je bil res podjetje od Saftija. Se pravi, če iščemo medijski krak, KB 19.9, ga poiščemo v Saftiju. Nekje drugje. Izkazano. Okay? Naprej. Medicinski krak. Safti, Mark Medical, KB 19.9. Safti ni ustanovil samo Vega Financ Luksemburg, ampak tudi Proteus SA Luksemburg. In tudi gospod Cupin je to priznal v istem intervjuju v Primorskem. Okay? In jaz sem najdel dokument, da sta ustanovitelja podjetja Auremiana, Proteus SA iz Luksemburga, pa Vega Financ SA iz Luksemburga. Pa sta tudi na isti ulici, na istem naslovu. Tako kot Indules, pa KB 19.9. Auremiano se je spremenil Mark Medical, ki ga pa danes najdete kje? Ja, v ex-bivšem medicinskem kraku KB 19.9, pa globoko v slovenskem zdravstvenem proračunu. Naprej, bančni krak KB 19.9. Safti leta 1989 ustanovi tale Proteus SA Luksemburg. Proteus SA Luksemburg v Zürichu ustanovi Proteus Financ AG. Leta 90 ta Proteus Financ AG dokapitalizira Nova Ljubljanska banka, takrat še Ljubljanska banka. Okay? In leta 97 pride do odkupa in Nova Ljubljanska banka od Saftija odkupi delež, lastniški delež in preimenuje podjetje v Interfinanc AG. Okay? Interfinanc AG je ena najbolj notoričnih podružnic Nove Ljubljanske banke, ki je znana po temu, da je predvsem v Črni Gori in Srbiji izkopala več 100 milijonsko luknjo, ki jo danes saniramo. Ok, kje je zdaj Interfinanc? Kje je zdaj KB 19.9? Ena izmed zanimivosti je ta. Verjetno veste, da ste imeli podružnico Interfinanca za Gorico. Okay? A veste, kdo je bil direktor uprave te podružnice? Demeterijo Bovcon. Kdo je bil šef nadzornega sveta? Gospod Boris Peric. Kje je bila podružnica Interfinanc Gorica? Na ulici Malta 2. S kom je KB 19.9, posebej KB Financ, delala največ poslov? Z Interfinancom iz Švice. Okay? Kako je Ljubljanska banka prišla do 4,9% deleža KB 19.9? Leta 1997 pri tem odkupu je odkupila od Saftija še 4,9% KB 19.9. Okay? Se pravi, to je že tretji krak, kjer je neposredno dokazan, da je KB 19.9 nič drugega kot Safti 2.0. Tole so še par krakov Saftija pa KB 19.9. Tržaška podjetja Res Infero, Infodata, Adria, Impex, Safti, vse skupaj tako povezan, ustanovi Novicum zavarovalnico. Zanimivost te Novicum zavarovalnice je, da v upravnem odboru v Trstu sedi Nadežda Klemenčič, ki je bila potem naslednjih 10 let direktorica uprave Triglava v Ljubljani. No, Novicum banko odkupi tam nekje med 94 in 96 Nova Ljubljanska banka.
Zakaj vam pravim v toliko nedoločenem obdobju? Zaradi tega, ker imamo v Sloveniji tendenco, da prikrajamo resnična dejstva po dokumentacijah. In kolikor boste iskali in kupali dokumentacijo o banki Novicum v Sloveniji, ne boste najdeli ničesar. To odkupi potem od NLB-ja Banka Celje. Zdaj, KB 19.9 je bila v posrednem lastništvu NLB-ja. Prvič preko Proteus Financa, kjer sta bila tam Safti pa NLB lastnik, Safti je bil pa lastnik že v KB 19.9. Druga varianta je pa, ko je Safti izstopil, je svoj delež prodajal od KB 19.9 NLB-ju. Na tukaj imamo še poseben krak, ki je neraziskan. To mogoče se vas toliko ne zadeva, ampak saj vidite, kakšna je hobotnica, ko pridemo čez obe strani meje. NLB je imela hčerinsko firmo Adria Bank. To sem jo vam prej povedal, ker v njej je bil zaposlen Lisjak, kodno ime Lisjak, ki je kontroliral bančno-finančne posle v Italiji in Avstriji. In Adria Bank je imela v Liechtensteinu svoje offshore podjetje. Kar je ekstremno, ker sta samo 2 koraka od Nove Ljubljanske banke do offshore. In imate na svetu veliko bank, ki ima offshore podjetja, za katere nihče ne ve. Zdaj, ta podjetje je še zato zanimiv, ker na Banki Slovenije trdijo, da ne obstaja. Ko sem prinesel dokaze iz arhiva Slovenije, da obstaja, še kako, in jih vprašal, kje je, še vedno trdijo, da ne obstaja. Zdaj, če hočete vedeti, če bolj kako se sprenevedajo glede teme v Ljubljani. Jaz sem v Ljubljani spraševal na Banki Slovenije, če vejo za Proteus iz Švice. Na Banki Slovenije, na posebni preiskovalni komisiji, so trdili, da ne vejo nič o temu. Da prvič slišijo za Proteus. To je seveda potem rado Interfinanc. Ok, zdaj pa še malo bolj zelo vešče zelene povezave. NLB je imel podružnico NLB Milano. Ta se je potem selila v NLB Trst. Ta je bila znana predvsem v temu, da je praktično njen največji komitent bil Safti. V istem obdobju je 13. največji komitent, ki je v obdobju, to je leto 96, 13. največji komitent NLB-ja Safti. Zdaj veste, odkot so se te poteze vlekle. Niso se vlekle z Trsta, ampak z centra, iz Trga Republike 2, tam, kjer je Nova Ljubljanska banka. Zanimivo je še to. NLB je imela zelo veliko poslov s podjetjem Cipet Oils Limited. To je offshore podjetje petrola na Cipru, ki je nastalo tudi v času socializma. Zakaj pa pomembno za našo zgodbo? Zaradi tega, ker je neposredno povezana s Tržaško kreditno banko. Tržaška kreditna banka je bila en velik kreditor tegale. Kaj je še bolj zelo glasnega v temule? Preko Cipeta mi je uspel identificirati povezavo med offshore podjetji INE, hrvaške naftne kompanije, in petrolom. In to v onem najbolj mračnem delu, kjer se pojavlja kasneje tudi Sanader, Santrač in podobna imena. Ta del raziskave še poteka, še ni jasno, kam bomo prišli, ampak smo daleč prišli. Prišli smo naprimer tudi do geneze ruskih naftnih tajkunov, ker sta INA in Petrol z njimi poslovala, najbolj notoričen je Ismail Karimov, ki mislim, da ga kakšni poznate po temu, da je bil svoj čas velik podpornik kluba, nogometnega kluba Anžima Hačkala, sicer pa velja za enega velikega oligarha. To je malo večja mreža, večja mreža bank. Zdaj, nepopolne identifikacije. Ne vemo čisto dobro, ni še čisto dobro raziskan tole skupno podjetje med Krko in Saftijem. Vemo sam, da ste ga imeli in da je bil to Helvetius Trst, ki je bil tudi solastnik Saftija in edino slovensko podjetje, ki se v mreži Saftija pojavlja. Vemo, da sta
v Helvetiju so strani Saftija sedela Cupin pa Suladam Kapič, in Krki pa Colavič pa Kovačič. Zakaj bi nas mogli to zelo skrbeti, vsaj v Sloveniji? Zaradi tega ne. Ker naenkrat ta zgodba malo drugače postal in nad Krko so v enem koraku praktično 3 offshore. Se pravi, spet lahko sprašujemo, kje je denar od največjega farmacevta, pa če imamo še malo bolj psihotično, šizofreno, razvito možgane, potem rečemo, dobro, Helvetius je preprodajal tudi medicinske opreme in pripomočke. Pa Mark Medical. Sprav tukaj je ustal še enega prostora, ki ga je treba raziskati. Tukaj še zdaj nismo prišli do konca. Naslednja je tale. Še en offshore, ki je iz Saftija. En offshore je Proteus, drug je Vega Finance, tretji je Profinet. Četrti je Huffing Vaduz. Ta krak se tudi raziskuje in sicer je pa tako, da je tekel iz Tržaške kreditne banke, denar proti sosed bank v Švici in iz tam v Huffing Vaduz, torej v Liechtenstein. Zdaj, pooblaščen za Huffing Vaduz je bil Vito Svetina, pooblaščen za tale račun v Švici je bil ravno tako Vito Svetina. Kaj se je zdaj zgodilo s tem podjetjem v tranziciji, ni znano, a se je preimenoval, a je bil likvidiran, ali je vstopil lastniško v kakšno drugo podjetje, ni znano. To je zdaj stvar rekonstrukcije. Zelo veliko se pojavlja cela zgodba s Huffing Vaduzom v primeru poslovanja konto, tako imenovanega konto avtonoma, znotraj malo obmejenega sporazuma. Takrat naj bi se denar po neki čudni logiki umikal iz Tržaške kreditne banke, ne, iz konta avtonoma na Tržaško kreditno banko, tam naj bi se božjasno obrestval po 16% obrestnih merah, denar bi se potem vračal nazaj na konto avtonomo, obresti bi pa tekle v Huffing Vaduz. Celo operacijo naj bi nadziral Zemljarič in celotna operacija je bila opazovana tudi strani Slovenske centralne banke. Kakor rečeno, identifikacija nepopolna, vprašanje, v kjer krak KB19-9 bo treba pogledati čez en let. Po mojem, čez kakšen let bomo že kaj več vedeli. Tole tudi ne vemo, kaj se je zgodilo, koliko merc Vaduz. To je prvotna zgodba od Nika Kavčiča, prvotna nastavitev njegovega finančnega toka, ko je umikal denar v davčno oazo, se izogibal davkom, regulaciji in ni odgovarjal nikomor, razen upravi državne varnosti v Ljubljani. Tole je ena taka lepa, ki jo rad pokažem. Vam bo zanimiva samo zaradi italijanskega kraka zgodbe, ki je malo notoričen. Ni zgodba v Saftiju. Je pa tako. V Sloveniji imamo še vedno Casino Portorož, to govorimo zdaj v 80-ih letih. Casino Portorož je organiziral posojilnico. Ker se veste, tisti, ki grejo v casino, pač večino je težkih primerov igralništva, odvisnežev in radi kockajo in radi se posojajo denar, casino pa ne bodi si len in posoče več denarja, da jim hišo zaplen, pa še otroke, pa ne vem kaj. Zdaj, tisto, kar je zanimivo, da je to posojilnico casinoja v trdem socializmu ne kontrolira, ne upravlja nihče drug kot Stefano Carraro, ki je bil zadolžen za finance v casinoju Banetke in ki je bil glavni finančnik združbe organiziranega kriminala, imenovana Mala del Brenta. Kako je tekel denarni tok? 30% dnevnega izkupička iz kazinoja je po definiciji šlo v posojilnico. 20% denarja, ki ga je naredila posojilnica, je pa po dokumentih, ki jih imamo, šlo za naše organe. To seveda ne pomeni za ledvica, pljuča, etc.,
Ampak, povem za službo državne varnosti. Kako je pa denar tekel? Denar je bil nakazan na offshore podjetje International Pleasure Investment Panama. Kdo je vodil to zgodbo med posojilnico Casinojem in panamski offshore? Nekdo, ki mu ime Eugenio Chiesa. In ta Eugenio Chiesa je bil italijanski kriminalec, ki je prebegnil v Jugoslavijo in tukaj je začel delati malo za kos, v glavnem pa so službo državne varnosti. Deluje vsega svojih stvari, tako da ga pokrivam jaz, pa ga pokriva Igor. Sprav je bil človek za vse možne posle, ki so obstajali. Zdaj pa, naprej, od International Pleasure Investment Panama, pa po dokumentih teče denar v Pan-Nautic SA v Lugano. Potem imamo pa še drug dokument, ki pa izpriča, kako ta denar pride do naših služb, ki pa pravi, da so visoko rangirani administratorji službe državne varnosti, Uršič, Zore in Eržen, potovali velikokrat v Lugano z aktovkami. Ja. Ta primer je zato dober, da kaže, prvič element offshore je vedno bil prisoten, 80-ta zakodirajo offshore. In v temu ni nič drugega, kot takrat, ko je Niko Kavčič 51, da vse skupaj naredil. Drugič, služba državne varnosti nima nobenega skrupula. Sodelovanje z italijansko mafijo ni kakšen poseben problem. In tretjič, ne glede na to, koliko gre svet naprej, te frajerji v poznih 80-ih, na začetku 90-ih še vedno denar v kufer spakirajo, pa ga nesejo domov. Tole je en tak primer 60-ih let. Ker pa že bolj zanimiv za vas, zakaj? Ker se pojavijo neke osebe, ki ste jih verjetno čisto drugačni luči videli. Recimo Edo Brajnik, narodni heroj s pištolo. Edo Brajnik je delal posle. Sicer so bili njegovi posli vezani v glavnem na Izrael, to je še ena zgodba, ki jo počas začneva z Igorjem preučevati, pa bo verjetno krat kolosalna izpadla. Miloš Ogrizek, ki je bil tudi kle agent službe OZNE še v času med vojno, pa takoj po vojni, pa potem je bil v Milanu, ampak on je delal denar. Tukaj je na primer Vitko Hlaj, ki ga je precej odlično razkrinkal kot krvoločnega morilca družine Vuk. On je tudi delal denar. To vam pove, da v bistvu osnovno ekipiranje te udbovske ekonomije so bili narodni heroji morilci, ki tudi niso imeli težav potem zelo hitro prestopati tudi na kriminalno stran. Tukaj je bil tudi Slobodan Todorović, ki je naredil celo serijo podjetij po Trstu, pa potem se premaknil v Avstrijo. Tukaj imate obveznic Đoko Anđelković, isto predvojni kriminalec, pa potem sodelavc od Kavčiča, pa od Todorovića, ki je tudi v Trstu ustanavljal podjetje in deloval. V centru imate seveda offshore podjetje, imate skrivni črni fond, ki so ga polnili Anđelković, Todorović, Kavčič, Ogrizek, in ki je tudi pomenil konc vladanja Nika Kavčiča v Sloveniji, ker so ga enostavno dobili, da je sestavljal svoje črne fonde in samega sebe hotel kreditirati v času, ko je bil generalni direktor Ljubljanske banke. In če me zdaj poslušate, pol razumete, da sem vam nekaj povedal, kako teče tajkunizacija v Sloveniji. Čist isti mehanizem je. Z tega vidika je Niko Kavčič izrazito negativna pojava v slovenski ekonomiji, ker je geneza vsega slabega in norega, tisto, kar je on naredil. Ne glede na to, da na stara leta se neki skesov in šel na televizijo povedati, kaj se je delal. In ne glede na to, da je bilo
bil ta intervju tudi nekaj, kar je mene motiviralo, da to ugotovim. Ampak njega na noben način več ni možno pozitivno oceniti. Umikanje denarja v offshore, dogovorna ekonomija, ustvarjanje črnih fondov, slamnata lastništva, to je vse Niko Kavčič. To je pa to, zakaj jaz v bistvu danes preučujem, kaj preučujem. Tole omrežje okoli Faktor banke iz Ljubljane. In vidite, da je nepregledno. Noter po ne vem kakšni logiki so tudi lastniki kot Hiram Holding, Financ AG, Promos Holding Švica. Nihče ne ve, kdo so ta podjetja, od koga so ta podjetja, čeprav so vstopila v lastniško strukturo nek leta 97, zdaj smo pa 2017. Odkot je ta kapital prišel, kako je prišel. In mene je zanimalo, zakaj je taka tranzicija, kot je v Sloveniji. In nisem mogel več dobiti nobenega ekonomskega odgovora. In odgovora so po moji intuiciji bila samo v dveh smerih. Ena je psihologija naroda, ki je očitno degeneriral v zadnjih 100 letih. Sam jaz nisem psiholog, pa na ta odgovor ne znam najdeti vprašanje, drugo je pa zgodovina. In bolj, ko sem šel v zgodovino, če bi šel zdaj vse tele presojence nazaj, bi gotovo, da je vse več korakov logičnih in smiselnih in vseh povezav takih, da vodijo do vsem. In ena izmed poant te moje zgodbe je Profinet, ki je bil lani novembra likvidiran. Za vraga, ta vzporedna ekonomija je še kar tukaj. Ni šla stran. In rad bi vam položil to na srce, da tist na ulici Malta 2 zna biti vzporedna ekonomija. Ok, jaz bi zdaj odprl za vprašanja, pa za debato naprej. Prosto. Rado, najlepša hvala za to tehnično analizo. Jaz nisem ekonomist, zato moje vprašanja bodo bolj splošna. Najprej enoosebno. Zakaj to delaš? Mi tu v zamejstvu v celotnem povojnem obdobju mislim, da nismo imeli še nikogar, ki bi se s tem ukvarjal. Zakaj pa ti to delaš? Mogoče te bo odgovor razočaral, jaz sem nore. Nisem čisto normalen. Jaz sem resnično hotel zvedeti, zakaj ima DZS DD tako strukturo, kot jo ima lastništvo. Bo sem prišel v arhiv Slovenije, bo šlo vse globi. In dejansko tole, kar sem dal na koncu, bil moj začetek raziskovanja. Prišel sem točno sam. In kdaj je bil to začetek? 3 leta nazaj, 2 leti od tega zdaj v arhivu Slovenije, s tem, da pridobivam še različne vere arhivske dokumentacije in dejansko sem zadovoljen, ker se je izkazalo, da teze trdijo, da se jih da raziskovati in da se nam da pojasniti nek del zgodovine, ki je očitno namenjen temu, da je zamolčan. In naravnost uživam v temu, da ne ekonomisti, ne zgodovinarji nočejo imeti resno tega, kar jaz delam in so potem šokirani, ker ugotovijo, koliko resnice je zamolčane v naši zgodovini. Saj to je moje vprašanje, ko si ti našel te prve dokumente kot ekonomist, kot strokovnjak, kaj si pomislil? Nisem mogel verjeti, ker moj prvi dokument je bil, verjel ali ne, da je Niko Kavčič leta 1951 v Lichtensteinu offshore ustanovil. To je bil prvi dokument, na katerega sem naletel v arhivu Slovenije. Seveda sem jo trgal, nisem spal več. Potem sem pač hodil in Igorju non-stop težil in ga zaslišval cele dneve in tam je šlo naprej. Da so pa take razsežnosti te zgodbe, si pa nisem mislil. Jaz sem bil en zloblanek, sem vedel, da je kle na Primorskem nekaj narobe. Nisem pa vedel, da smo vam uničali vse. Si imel kdaj težave? Ne, ni nobenih resnih težav. Jaz v bistvu zdaj pričakujem ono salvo, cupinov pa teh zadev, ker ta prvič, ko so se razgovorili po medijih, sem dobil ful dobrih indicov za raziskovati. Kot da zdaj sem namerno povedal, kaj še delam, da bi oni tako mi rekonstrukcijo do konca omogočali. Ker vidim, da pameti pa jih nimajo fanti.
Tile odzivi so bili v glavnem objavljeni v naših medijih, ti pa pišeš za Reporter vse te svoje raziskave in te svoje poglobitve. Kaj pa v Matici, je kaj odziv? Tako bolj ne kot ja. Največji odziv je bil lani junija, ko je Milan Kučan napovedal tožbo. Pa me je spodbudil, da sem še 3-krat več dokumentov o njemu objavil in pa je bila tišina. Je pa res, da sem ga pa stalno vabil. Stalno sem kakšen stavek pustil odprt v kakšnem članku in pa je zagrabil. Pa sem rekel, zdaj pa kasiral. Veste, kaj sem mu spustil? Točno ono skico z ono italijansko mafijo pa kazinovi. Veliko si govori o dokumentih, kje so ti dokumenti, koliko so dostopni in koliko se jih sploh pozna? Zdaj, različne viri dokumentov so. Nekje, da smo pridobili neko zaseben arhiv nekega kriminalista, ki je delal ravno to področje, se pravi offshore pa zamejska Slovenija. Potem drugo je arhiv Republike Slovenije, ki je dostopen. Ker ste lahko noter, pogledate si dokumentacijo, tega je kar velik, nažalost ful fragmentiranega in je velik dela treba vložiti, da se zgodbe sestavijo, ker tam so eni dokumenti, tam so drugi treba sestaviti. Ampak se da. Jaz spodbujam, da če koga to zanima, da le gre pogledati, magaj te zneske, ki so vas nadzorovali, koliko imate denarja na KB, pa boste mogoče tako nostalgično ugotovili, da se takrat sem pa imel neki denarja. Ja, KB je kmečka banka, to mislim, KB če ne lahko zamenjuje s... Ja, to je še KB nadzorstvo bilo. Potem so pa še različni viri, ki so javno dostopni, IPES, ERAL v Sloveniji, ki so lastniške povezave, cele kupe telih baz podatkov imate za Švico, če ste vztrajni tukaj za Luksemburg, Liechtenstein, Panama Papers je prinesel zelo velik. Da se kar, sem pač treba delati. Rado, in tistim, ki pravijo, da nakladaš, in da to je fantastika, kaj odgovarjaš? Ja, nimam nekaj odgovarjati, govorijo, kaj hočejo. Jaz dokumentiram vse trditve, ki jih imam, ne da se jih zavreči. Zdaj pa, časa pa tudi nam zapravljal za ene bebce, ki trdijo, da nakladam. Dela je ekstremno veliko še ostalim, čisto vse. Glavni cilj tvojega dela? Glavni cilj je narediti rekonstrukcijo, kako se je denar vrnil v Slovenijo, v privatizacijo in seveda napisati ta pravo ekonomsko zgodovino Slovenije, posledično tudi zamejstva od leta 1945 do 2017. Spravo napisati eno veliko delo ekonomske zgodovine. Kaj pa vsi ti dokumenti in vse to, kar si nam danes povedal, pove o sedanjosti, o neuspeli tranziciji, o tem, kje smo? Pojasnjuje zadeve, ki si jih kot ekonomist nisem mogel pojasniti. Namreč, če je Republika Slovenija v težavah in rabi reforme in makroekonomsko prestrukturiranje, zakaj se to ne naredi? Zakaj se nekaj, kar je evidentno, da se mora narediti, ne izvede? In zdaj mi pojasnjuje, da ni bilo namenjen, da se izvede, kaj ti sicer lahko začnejo razpadati mreže, ki so se kotile in ustvarjale po 20-30 let. Jaz nisem razumel, da je sistem v Sloveniji naštiman tako, da so take mreže stabilne na račun normalne ekonomije. Jaz brez te raziskave nisem mogel dojeti, zakaj ne moremo razmišljati o učinkovitem financiranju zdravstvenega sistema, pokojninski reformi, ki ni perezjugov, nižjih davkih, kontroli stroškovnega dela proračuna. Se pravi, nemogoče je bilo, zakaj ni privatizacije, zakaj NLB ne morem privatizirati? Ja, logično, zato, ker je jedro, srčika vseh mrež, ki so se razvijale po 30-40 let.
Eno vprašanje, ki je vezano na naš prostor. Prej si pokazal seznam ljudi, marsikdo, marsikoga pozna. V teh intervjujih smo brali, da pač oni nič niso vedeli in tako naprej. Moje vprašanje je, ti naši zamejski zastopniki, če jih lahko tako definiram, koliko so bili aktivni in koliko so bili dejansko pasivni? Ne znam odgovoriti na vprašanje. Domnevam, da vsi te lastniki, slavnati lastniki in Saftija in celega tega imperija podjetniškega in na koncu tudi tega, kar je KB19-9, da pač nekateri so sodelovali zraven zato, ker se jim je zdelo, da je to način, kako pomagati manjšini. Nekateri so sodelovali zraven zaradi tega, ker je bila ena finančna schema, da je delež dividend lahko do njih prišel, če so bile dividende izplačane. Delež pa je bil pa enostavno bogatel na temu. Jaz ne morem reči niti nobenega od teh, ki sem jih prikazal, ne morem dati v nobeno dimenzijo tega, kaj bi lahko bil. Zato bi se pri tem vzdržal in je v bistvu edina stvar, ki sem vam jo hotel pokazati, da Safti je imel imena in priimke in lirske zneske v zadnje. Mi razumemo, da naprimer ljudje kot Cupin, Tavčar, Svetina, Kapič so imeli upravljalske funkcije in so bili zelo pomembnejši, precej pomembnejši kot nekatera neznana imena, ki so šla mogoče na limance. Je pa težko reči, ampak mogoče bo to sprožilo razpravo v prostoru in mogoče bo več informacij danih ven in bomo še lažje rekonstruirali, kaj se nam je zgodilo. Kaj pa ta vloga se je spreminjala v desetletjih, obrnem vprašanje, ali so bili na začetku bolj pasivni in potem so pridobivali na neki avtonomiji ali je bila to konstantna? Misliš o avtonomiji v relaciji do Ljubljane? Bolj protagonisti? Ja, jaz mislim, da so bili kar zraven v igrah. Saj je zgodba v Interfinancu to izpriča. Zdaj mi imamo še eno drugo hujšo zgodbo LHB Frankfurt, ki je po moji tezi zgodba, ki je ljubljanska služba državne varnosti, ampak jo je nemogoče rekonstruirati v tej fazi. Ampak tale ekipa Safti KB19-9, ki je bila zraven Interfinanca in je Interfinanca bila velika zgodba znotraj NLB-ja, niso bili pasivni sledilci, ampak bili so aktivni v finančnih poslih in so odgovorni za bančni krah v Sloveniji. Niso to tako nedolžni, trapasti ljudje. Jaz vam nič ne zavidam, kaj zraven živite. Pa prihajam iz kraja, kjer imamo banksterje. Še zadnje vprašanje, preden da prepustim publiki, ki je cel čas med to predavanje komentirajo, to si predstavljam, da imajo marsikatero vprašanje. KB-ju seveda sledi še danes. KB-ju je sledi non-stop, tudi zadnjo bilanco, koliko je bilo možno, sem prebral. Takoj po tvojemu prispevku na televiziji sem šel na spletno stran, si snel bilanco in je gledal. Ni dobro, ne? Ja, se to je bilo vprašanje. Na skupščini so bili sprejeti nekateri pomembni sklepi pač, ne? Kako ti bereš pač današnjo sliko KB-ja in kako vidiš, da se bo razvijala? Ko bodo dali v slovenskem jeziku na internet, mi bo lažje komentirati, ampak osnovne cifre, ne, so mi pa jasne in cifre ne kažejo nič dobrega. Zdaj, vi imate, zrezali se kapitala iz 37 milijonov na 16 milijonov, to je ogromna slabitev, kar kaže, da investicije resne v naslednjih letih ne bojo možne. Glede na to, da je Mark Medical, ki je bil glaven generator denarnega toka prodan, ne vem točno, odkot bi prišel denar. Druga stvar je, da je dolg ekstremen, dolg je 4-kratnik kapitala, to, ne vem, ni razloga za optimizem, tudi izguba je ogromna. Zdaj, jaz nisem šel gledati, kakšen je kapitalski količnik, ampak verjetno je na meji vzdržnega, sicer bi jih Banka Italije že razpustila. Ne vem, kako je organiziran, ampak če bi padel pod 10, bi bilo verjetno konec zgodbe. Če ne bo to je moja napora,
če ne bo velike dokapitalizacije, pa če ne bo dogovora z upniki, da odpišejo substancialno dolgove, ne vem, če bo to preživel. Vam bo to moglo biti pa jasno v roku enega leta. Tak odpis kapitala, toliko visoki dolgovi, toliko malo možnosti generiranja denarnega toka, to je na primer Faktor banke skoraj, ki je danes ni, ne, to veste. Ne bi bil optimist, no. Kaj pa glede slovenske tranzicije, ker vsi mi sledimo in nam je pri srcu matična država, kako se bo razvijala po tvojem, če se bo razvijala? Slabo. Naprimer, zdaj ne vem, če veste, pa koliko ste globoko v teh zgodbicah, ampak če poznate ACH firmo, katere je lastnik in upravitelj, glavni je Herman Vigelnik, ki je bila tudi solastnica Faktor banke in je vse skupaj šlo čez velik pekel, ki ga zdaj odplačujemo slovenski davkoplačevalci, je 17.1., se pravi 17. januarja letošnjega leta postal nadzornik ACH-ju spet nazaj. Tako da te fantje so se vrnili, te fantje so prišli nazaj s kapitalom, sum je, da se bo rešil tudi Petan preko svojega DZS-ja s ponovno vrnitvijo. Spravljen je bil spet kapital zunaj in se zdaj vrača. Očitno je zelo močna moč Marka Jazbeca, Boruta Jamnika, Narata. Praktično nobene bančne obsodbe nimamo, 2 bančne obsodbe imamo. Ena je Boris Pesjak, Faktor banka, druga je Dušan Valenčič, Faktor banka. Oba sta obsojena na pogojno kazen, ker sta dobila manj kot 2 leti in sta več ali manj svobodna človeka. Praktično nimamo obsodbe, praktično nimamo zradiranih tajkunskih kapitalskih naložb. Slabo, no. Zelo slabo, žalostno. Omenil si sodstvo. Kaj pa vloga sodstva? Vprašanje, kdo lahko preseče to mrežo? Ja, no, takole ti bom odgovoril, Erika. Zdaj vsi poznate... ne kaže dobro, da je. Ampak vsi poznate Primorje Eksporta, ne? Tamle čez mejo. Vsi veste, da je Primorje Eksport z roko v roki Saftijem delo in da so posli bili, presegali so malo obmejni sporazum, pač delali so vsega Boga in polovico od tega je bilo nelegalnega, polovico od tega je bilo pa genocid nad financami. No, Primorje Eksport je leta 1991 prišel v privatizacijo in je odcepil podjetje Primsel. V to podjetje Primsel je vstopilo neznano podjetje iz davčne oaze MAN, to je tam Velika Britanija, in postalo lastnik. Čez 6 mesecev Primorje Eksport ustane kot lastnik, 60%, Primsel, ta podjetje iz otoka MAN, pa izstopi ven in vstopi družina Furlan noter. Oče Furlan postane direktor in glavni upravitelj podjetja, čeprav ima samo 40% lastništva, 60% pa Primorje Eksport. To podjetje Primsel naredi še eno podjetje Primsel in prenese vse posle in prenese vse premoženje in zaposli se noter še sin, pa še njegova žena. Ta drug sin pa rata državni tožilc, Harry Furlan, odgovoren glavni tožilc v Sloveniji. In rezultatov to tožilstvo ni dalo. In zdaj še ne vem, če veste vi to, na tej strani Gorice vam to niso povedali, da Harry Furlan je začel svojo kariero kot pripravnik službe državne varnosti. No, zdaj pa se štirimo dalje naprej. Kaj več si snemate, ne pa državni tožilc, to knoj pa spet nisem, da mu vse povedal. No, če sem zmešan, no, nisem. Torej,
Torej, mi se tukaj midva se žrtvujeva, zakaj? Stvar je v tem, čakam v Sloveniji, da se bodo pojavili pravniki, ki bodo začeli risati take infografike povezav med kapitalom, politiko in sodstvom. Takrat nam bo malo več jasno, zakaj so kakšni sodniki kje. Zakaj pa midva to počneva, ne vem, zato, ker smo malo premaknili. Jaz sem itak na črni listi. Vsak so na črni listi. Brez črnega fonda, kva čez. Sedaj vam ga prepuščam. Če ima kdo kakšno vprašanje, če ne midva nadaljujeva. Ne bo uspelo. Vi ste omenili prej Koroško, ne? Torej, kaj je med to situacijo našo, recimo to Safti in tako naprej, in koroškimi bankami, recimo, ne? Ker ravno včeraj smo videli prispevek ravno Erike po televiziji, da so zdaj te banke v veliki krizi in so naredili eno centralno banko na Koroškem, ne? Verjetno svi po banko, da to nima nobene veze, verjetno, ne? Ampak kako je ta koroška situacija povezana s to našo situacijo oziroma z Novo Ljubljansko banko, ki je nekako središče vsega tega, okoli tega se vrti pravzaprav vsa situacija. Odlično vprašanje. Še 14 dni nazaj vam ne bi znal odgovoriti, razen postavil bi vam par tez. Sem pa dobil en šop dokumentov, to je tisto, kar sem prej govoril, ki govorijo o temu, kako je Socialistična republika Slovenija financirala manjšine. In je primer za koroško manjšino in sicer direktno Zveza zadružnih bank Celovec. Na Zvezi zadružnih bank Celovec so odprli fiktivni depozitni račun, kamor so prek fiktivnih pogodb iz Slovenije nakazovali denar. Potem se je tam denar zbral in tisti denar so konvertirali, tisti depozit so potem v dogovoru z banko konvertirali v lastniški delež. In oni se isto mučijo, kot KB 19.9, kdo so zdaj tam slamnati lastniki. In ta zgodba je potem pelala naprej. Če bi gledali, kjer so bili poslovni koraki Zveze zadružnih bank, bi videli, da je KB 19.9 zraven presenetljivo velikrat. In v Sloveniji, in po Balkanu. Zraven je še kmečka družba in še par zadev, ki so nejasne, če ne razumete, da je v 80-ih letih uspela penetracija, finančna penetracija SDV-ja tudi na Koroško. Ampak več o temu bom lahko drugič povedal, ker šop listov moram še prebrati, je pa situacija dosti podobna, zelo zanimiv. Dobro večer, tudi Igorju, ga vidim tu. Mene je v tem zanimivem predavanju manjkalo dvoje, cigareti in whisky. Ker je to, s tem se je začela Udba ukvarjati, da je prišla do denarja. Jaz o tem nekaj vem, ne. Tem bilo navedenih par imen, ene te sta napačni, ampak bom potem privatno povedal, ker je zelo pomembno eno od teh imen, enega udbovca, ne bom javno tle povedal. Sicer pa ta Gino Chiesa, ni Eugenio, ampak je Gino Chiesa, je zelo znan mafic, hkrati je bil pa sodelavec Udbe. V Sloveniji ga poznamo kot Aldo Fanelli in Luigi Ciccarelli. No, zanimivo je to, ker tle tudi niste omenili tega, Aldo Fanelli, ne 30%, pač pa 50% posojilne službe, ni nosil v Italijo. To je preverjeno, to sem prebral, videl dokumente, pač pa na Zvezo bank v Celovec, Pavlič Štrase 2-4. To sem si tako zapomnil, ker nisem smel tega fotokopirati. Takrat ni bilo še telefoninov, kot mi rečemo mobitelom, sicer bi bil pred veliko skušnjavo namreč. V parlamentu jaz bi dal ne vem kaj, da bi
gospod Rado prišel. Ivo te moram pomeriti, zdaj imajo tiste X-raye, tako da ne moreš priti z ničemer not. Ja, moraš pustiti uro, očala, telefon. Ja, več bi ti jaz priporočil, če je poskušal Biščak, poskušaj še ti priti do tistih dokumentov, ki sem jih jaz prebral. Biščak me pa htep poslal, zdaj sem da pa videl zmen. Gre namreč za to, da eno so arhivi, drugo je pa tistih 6000 strani tam, ki sem jih verjetno eden redkih, nekateri pravijo celo, da sem edini, ki sem jih prebral. Kakorkoli, tu manjka pri tvoji zgodbi še Kreditna banka Nova Gorica, sedanja NKBM, v povezavi s Primexom. Novogoričani so čisto narobe doumeli zgodbo, češ, da so nam v Ljubljani ukradli banko. Hvala Bogu, da smo jo takrat podržavili, ker je tistih 110 milijonov mark takratnih dala Primexu in ta denar je izginil. To je pomembna zadeva. Sicer je pa o tem še veliko za govoriti. Mene je zelo veselino, da si se spravil to raziskovati in lahko si želim samo to, da se ne boš ustrašil, ker ni prav sigurno to početi. Hvala lepo. Ivo, hvala ti. Te čike pa druge sem oddelil v Trstu, pa danes nisem hotel več. Ampak zgodbe so popisane od 45. do 90. Zdaj, če ti povem, kjer arhiv imam, ti bo jasen, zakaj ene stvari tako govorim, od Podbevška. Ampak bi bilo fajn, če greva midva na kakšno pijačo, veš. Če ni drugih vprašanj, bi potem nocojšnji večer zaključili. Zahvaljujemo se magistru gospodu Bezdirju, hvala za tako podrobno predstavitev, hvala tudi Elki. In predno zaključimo, bi pa vas povabila, v torek bomo imeli odprtje razstave, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico iz Ljubljane, ki nosi naslov Stop cenzure. In sicer bomo predstavili prepovedano literaturo in knjižnice od leta 1945 do 1991. Naslednje srečanje pod Lipami bo 13. februarja in bo posvečeno 80-letnici smrti Lojzeta Bratuža. Tako kot običajno, mi nadaljujemo klepet v družbi ob kozarcu vina. Tukaj v sosednjih prostorih, če želite se ustaviti z nami, ste dobrodošli. Hvala lepa vsem in lahko noč.